Dober dan želim, lepo pozdravljeni. Predsednik me je opozoril, da je ura 11 in mi smo radi točni. Lep pozdrav v imenu Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije. Moje ime je Franc Zalar in bom vodil tale današnji dogodek. Iz vabila ste videli, najbrž vsi, da je tema srčno popuščanje, bolj natančno življenje s srčnim popuščanjem. To že vsi vemo, da gre za kugo tega stoletja, pa ki jo najbrž ne bomo uspeli pozdraviti ali umiliti čisto do konca tega stoletja. Imamo eminentne govorce, z nami so profesor dr. Gregor Poglajen, dr. Tjaša Vižntin Cuderman, pa potem primarij Cirila Slemnik-Pušnik in pa vodja naše posvetovalnice Jasna Jukić Petrovčič. Prvo besedo bo pa, kot se spodobi, dobil predsednik društva, primarij Matija Cevc, za en kratek pozdrav. Izvolite. Ja, najlepša hvala. Skratka, tudi pozdrav v mojem imenu. Morda se sprašujete, zakaj danes tako srečanje. Dejstvo je, da na obzorje prihajajo razna umetna dogajanja in to je eden od pomembnih razlogov, da pride pri številnih ljudeh do poslabšanja srčnega popuščanja. In kot je že podpredsednik gospod Zalar rekel, tega je v Sloveniji ogromno. In tisto, kar je še bolj pomembno, to je bolezen ali pa celo stanje, ki drastično poslabša naše kvaliteto življenja in je v marsičem pravzaprav celo bolj neprijetna bolezen, kot so številna rakava obolenja. Ampak žal na to pozabljamo. Pozabljamo na to, da s pravočasnim zdravljenjem lahko marsikaj preprečimo in si izboljšamo kvaliteto življenja. Delamo tudi o tem govora danes, zlasti pa to, da moramo na to pomisliti tudi bolniki, ki formalno še nimajo, številni še nimajo te bolezni, ampak imajo druga obolenja, ki lahko pospešijo pojavljanje srčnega popuščanja, od sladkorne bolezni do ledvične bolezni in številnih drugih, ki lahko na to vplivajo. Skratka, pozdrav tudi v mojem imenu. Zahvalim se vsem današnjim govorcem, ki so dejansko eminentni in se spoznajo na to področje, da nam bodo malo razsvetlili, kako je treba delati, kako je treba živeti in kaj moramo tudi v prihodnosti, na kaj moramo pomisliti, da bi, če že pride do srčnega popuščanja in do zapletov, to prišlo čim pozneje in v čim milejši obliki. Pozdravljeni še enkrat. Hvala. Hvala lepa, predsednik. Jaz vas samo še prosim, da vsi tisti, ki ne boste govorili, izklopite mikrofon, ker vklopljeni mikrofoni lahko motijo govorca, oziroma s tem pa seveda vse nas. In vprašanja boste lahko postavljali na koncu z eno izjemo. Profesor Poglajen bo dobil prvi besedo in ker nima časa biti z nami do konca, boste njemu lahko po koncu njegove predstavitve postavljali vprašanje. Profesor Poglajen, beseda je vaša. Izvolite. Pozdravljeni vsi prisotni, upam, da se slišimo. Najprej bi se organizatorjem rad zahvalil za vabilo. Nimamo zelo pogosto priložnosti s širšo javnostjo takole komunicirati, pa je to zelo pomembno, kot je že primarij Cevc uvodoma povedal, in kot bodo tudi govorci za menoj še izpostavili bolj granulirano. Srčno popuščanje je velik problem, ki porašča, ena redkih diagnoz v kardiologiji, ki je vsako leto več. Prognoza pa, kot je bilo rečeno, pa še vedno ni rožnata in upamo, da bojo terapevtski, se pravi farmakološki, se pravi napredki na področju zdravil in zdravljenje z raznimi napravami to izboljšali v prihodnjih nekaj letih. Ampak fokus mojega predavanja pa so v bistvu, tako kot je primarij Cevc uvodoma povedal, bolniki, ki formalno še nimajo polno razvitega srčnega popuščanja, pa jih zaenkrat ostajajo neodkriti, to so tako imenovani, se pravi, tvegani bolniki za nastanek in mogoče to v preteklosti res nismo toliko izpostavljali oziroma bili na te populacije pozorni, ampak vemo pa,
da so recimo presnova glukoze, se pravi motena presnova glukoze, torej sladkorna bolezen, ledvična bolezen in srce med seboj pravzaprav nerazdružljivo povezani. In čeprav to nekje na neki patofiziološkem nivoju, seveda se zdravniki tega zavedamo vse skozi, pa smo do zdaj vseeno obravnavali vsak svoj vrtiček bolj kot ne. Deloma je razlog tudi zaradi tega, ker so bile možnosti zdravljenja tako položene, da se niso kaj zelo dosti prekrivale, ne. Nekaj let nazaj pa so vsaj kar se srčnega popuščanja tiče, na glavna vrata potrkali SGLT2 zaviralci, ki se izkaže, da neodvisno so zelo koristni tudi za zdravljenje sladkorne bolezni, neodvisno od srca in sladkorne bolezni, pa tudi za zdravljenje ledvic. Se pravi, kar naenkrat smo dobili pa zdravilo, ki si ga lastimo pravzaprav vsi, in to zdravilo je pripeljalo v center naše pozornosti pravzaprav pridružena obolenja srčnih bolnikov, ki pomembno določajo, kako srčno popuščanje prepoznamo, zdravimo in kakšno prognozo srčno popuščanje ima. In nekako v sklopu tega se je ta povezava med dejavniki tveganja in srčno-žilnimi zapleti, kamor sodi tudi srčno popuščanje, se je nekako redefinirala v nek nov sindrom, ki v bistvu ni nov, ampak se samo mogoče malo drugače sistematizira, ki mu rečemo kardiorenalno-metabolični sindrom. Zakaj je to važno? Zaradi tega, ker nas opominja, da se probleme recimo srčnega popuščanja že začenja s samo prekomerno telesno težo in se potem nadaljuje s pridruženimi obolenji, kot so recimo arterijska hipertenzija, hiperlipidemija, sladkorna bolezen in pa kronična ledvična bolezen. Vsi ti elementi posebej skupaj pa še toliko bolj povečajo tveganje za nastanek srčno-žilnih zapletov, se pravi tudi srčnega popuščanja. Zdaj, kot pri vseh boleznih, ki niso še simptomatske, se pa seveda pojavi problem oziroma vprašanje, kako pa mi zdaj bolezen, ki ne daje simptomov, ki ne daje težav, kako bi to bolezen seveda mi prepoznali oziroma kako je ta patologija sploh definirana. In tukaj se priporočila Evropskega in Ameriškega kardiološkega združenja nekoliko razlikujejo, ker Ameriško kardiološko združenje prepoznava subklinično srčno popuščanje. Se pravi neko bolezensko stanje, ki načeloma po definiciji še ne daje simptomov in znakov, če pa bolnika podrobneje pogledamo, se pravi bolnika, ki ima neko tveganje, diabetika, hipertonika, bolnika s kronično ledvično boleznijo, bolnika s prekomerno telesno težo ali pa kombinacijo tega, pa že najdemo laboratorijske ali pa ultrazvočne elemente, ki pomenijo odstopanje in ki, če ne zdravljeni, lahko pomenijo pomembno višje tveganje, da se polno razvito srčno popuščanje relativno hitro tudi razvije. Evropske smernice tega ne prepoznavajo zaenkrat, če pa upam, da bodo v prihodnji ponovitvi to vseeno izpostavile, zaradi tega, ker se pravzaprav to daje osnovo našim dejavnostim nekako presejanja. Zakaj bi bilo presejanje smiselno na srčno popuščanje? Ker lahko v zgodnjih fazah z relativno malo agresivnimi, pa pravočasno in pač pravilno odmerjenimi ukrepi za bolnike naredimo veliko, se pravi preprečimo, da se srčna mišica preveč oslabi, da se razvijajo polni simptomi, kar takrat pa je velikokrat ta obravnava vezana na bolj invazivne, intenzivne ukrepe in pogosto tudi na bolnišnično obravnavo, ki bi pa se seveda radi izognili. Imamo podatke, da če preprečujemo progres tega, se pravi napredovanje subkliničnega v neko klinično izraženo srčno popuščanje, bolniku izboljšamo preživetje. To so sicer nekoliko starejši podatki, observacijski, pa vendar nas opozarjajo, da moramo biti na to še dodatno pozorni. Zlasti so v sklopu tvegane populacije bolnikov, se pravi še enkrat diabetikov, hipertonikov, bolnikov s kronično ledvično boleznijo in prekomerno telesno težo ogroženi nekoliko starejši bolniki, se pravi nekje v 7. do 8. dekadi, bolniki, ki že imajo na ultrazvoku sicer še vedno normalno iztisnjeni delež levega prekata, pa vendar nekje bolj proti spodnji meji normale, pa bolniki, ki v laboratorijskih izvidih že vidimo neka odstopanja navzgor pri ledvični funkciji,
pri znanilcih okvare oziroma preobremenitve srčne mišice, kot sta natriuretični peptid, NT-proBNP in pa troponin. In to nam daje nekaj izhodišča, na katere bolnike moramo bolj paziti, jih pogosteje spremljati in biti bolj pozorni na morebitni progres srčnega popuščanja. Zakaj? Ker če te bolnike pravočasno najdemo in se na to ustrezno odzovemo z zdravili, potem je manjša verjetnost, da te bolnike razvijajo polno srčno popuščanje. In zdaj, to, kar sem povedal, seveda se zdi popolnoma jasno, se pravi, dejavniki tveganja so problem, screening ima smisel, se pravi, presejanje ima smisel, dajmo zdaj to delati, ker bomo bolnikom s srčnim popuščanjem naredili korist. In tle se seveda zatakne, ne. Nedavno objavljen dokument, ki se tika tega kardiorenalno-metaboličnega sindroma, ki predstavlja osnovo tej debati, hkrati ugotavlja, da čeprav imamo neke indice, da bi to koristilo, pa ne vemo pravzaprav ničesar glede tega, katere biokemične parametre pri bolnikih, se pravi, ki so tvegani za razvoj srčnega popuščanja, spremljati, ali je to troponin, ali je to NT-proBNP, ali je to kaj drugega. Pri kateri starosti moramo začeti to, pri kateri starosti lahko s tem prenehamo. Če ima bolnik normalne izvide, pa še vedno se po pridruženih obolenjih uvršča v tvegano populacijo, kako pogosto to presejanje ponavljati, kakšna je interakcija med temi parametri, ki jih mi želimo ocenjevati, s pridruženimi bolenji, ki jih imajo ti bolniki, kot je recimo kronična ledvična bolezen in debelost. Recimo, če vzamemo primer natriuretičnih peptidov, vemo, da imajo bolniki s kronično ledvično boleznijo lažno višje natriuretične peptide, debeli pa lažno nižje, In v bistvu vse to se mora doreči, preden bi to začeli nekje na širši bazi izvajati. Da pa ni vse tako slabo oziroma črnogledo, in ker je nekje treba začeti, pa sta profesor Janeš in profesor Vrtovec v preteklem letu uspela doseči, da se v diabetoloških ambulantah že preseja z določenim NT-proBNP-ja za diabetike, ki bi utegnili imeti elemente subkliničnega srčnega popuščanja, da se take bolnike potem pravočasno napoti na ultrazvočni screening in naprej v kardiološko ambulanto, ki je fokusirana za obravnavo srčnega popuščanja. Zakaj je to tako važno? Zaradi tega, ker kot bo, mislim, da doktor Vižentinova povedala, večina teh bolnikov ima srčno popuščanje z ohranjenim stisnjenim deležem, torej srce se relativno v redu skrči, pa se težko polni. In do nedavnega nismo imeli neke pametne prognostične učinkovite terapije, zato zdaj jo pa imamo. In zato je važno, da se te populacije bolnikov pravočasno prepoznajo, ker lahko naredimo res pomembno razliko s pravočasno uvedenim zdravljenjem, kar se tiče njihove tako kvalitete življenja, zmanjšanja bremena bolnišnične obravnave zaradi slabšanja stanja in pa seveda, kar je najbolj važno, izboljšamo preživetje bolnikov. Zdaj, jaz bi se na tej točki ustavil, pa bom vesel kakega vprašanja. Pa še enkrat hvala za vabilo in hvala za pozornost. Profesor Poglajen, hvala lepa za tale uvod. Kot smo se dogovorili, vprašanja za profesorja. Če bo kasneje kakšno vprašanje, pa profesorja ne bo več tu, mu bomo posredovali, pa bomo že na neko vižo. Lahko po mailu, ni problema. Po mailu, lahko. Torej, jaz bi, če dovolite, zato da let prebijemo, govorili ste o proBNP testu kot enem od testov, ki omogočajo odkrivanje ali pa prvo odkrivanje srčnega popuščanja. Omenili ste, da je neka novost, da v diabetoloških ambulantah so začeli to početi. Mimogrede, to počnemo tudi mi, o tem bo govorila potem Jasna. Mene pa zanima, a imate že kakšne izkušnje, na kakšno periodo je pametno take teste ponavljati, če je v začetku bil recimo še v mejah normale? Hvala za vprašanje. Zaenkrat nekih rezultatov tega projekta jaz še nimam, ampak neko pravilo palca v kardiologiji je, ker tudi dinamika časovna srčnega popuščanja, če izhaja iz teh pridruženih obolenj, če ni posredi nek akutni
koronarni dogodek, recimo, ni tako hiter, da bi bilo to treba ponavljati prepogosto in je recimo enkrat na približno leto do 2 leti, če so simptomi stabilni, oziroma če jih ni, a ne, če so odsotni, je neka taka perioda, ko je to smiselno početi, a ne, pogosteje niti ne. Če pa se seveda klinična slika spremeni, če se pridružijo neki simptomi in znaki, ki bi lahko sodili v kontekst srčnega popuščanja, seveda je pa to treba napraviti. Je pa to treba napraviti prej, ker vseeno NT-proBNP predstavlja enega od temeljev same diagnoze srčnega popuščanja, ne. Klinično manifestnega, ne. Hvala lepa. S tem zvezi bi mogoče postavil še eno vprašanje za nas laike. Kdaj pa se začne zdravljenje z zdravili, pri kakšni vrednosti tega proBNP testa? Če se zdaj odmaknemo od subkliničnega srčnega popuščanja in gremo v klasično srčno popuščanje, meja je 125, a ne, zdaj večina teh študij je imela višje postavljene meje za vključitev, študij, ki so dokazale korist zdravil, ki jih zdaj uporabljamo. Treba je vedeti, da je tudi NT-proBNP odvisno od starosti bolnika, ampak nekje varno je reči, treba je zdraviti pri bolnikih, ki imajo simptome in znake srčnega popuščanja, ki imajo NT-proBNP povišan in ki imajo ultrazvočno skladni izvid, ki govori za srčno popuščanje. Pravzaprav z NT-proBNP-jem nad 125 sigurno, pa nekje nad 300, ne. Nabor zdravil, ki jih izberemo, je pa odvisno od fenotipa, ne. O tem bojo pa tudi govorili moji nasledniki. Najlepša hvala, profesor Poglajen. Ne vidim nobenega vprašanja. Imate možnost, da ga zapišete v chat ali pa preprosto dvignete roko, če koga spregledam, ker nas je veliko, pa prosim, da kar odpre mikrofon, pa postavi vprašanje. V nasprotnem primeru bo še, kot sem rekel, čas, da do konca ali pa tudi kasneje še postavite vprašanje, ki ga bomo posredovali na klinični oddelek UKC-ja, in bo profesor Poglajen, mislim, da z veseljem odgovoril. Ker tole, kar mi počnemo, gre pač v smeri ozaveščanja o srčnem popuščanju. Več, ko vemo laiki, več, ko je to poznano v javnosti, lažje bodo potem z nami naprej delali zdravniki, če lahko tako rečem. Razumem, da ni vprašanja za profesorja Poglajna. Ne vem, če ste še lahko z nami, vsekakor ste vabljeni, da ostanete. Jaz se vam zahvaljujem. Hvala lepa še enkrat. Se opravičujem, tule je zdaj prišlo eno vprašanje, kako je s potovanjem, letalom, zdaj mi je pošlo. Če večinoma sedimo. Ni problema to. Ne glede na obliko srčnega popuščanja, če je bolezen v stabilni fazi, to pomeni, da če ni bilo relativno nedavnih poslabšanj, ki bi terjale neko bolnišnično obravnavo, če nismo v fazi, ko recimo se borimo z otekanjem nog, s težkim dihanjem že ob minimalnih naporih in tako naprej, a ne, to kaže na neko poslabšanje stanja in na to je treba odreagirati. Če je naša zmogljivost primerna, stabilna, potem ni nobenega razloga, da ne bi pač potovali z letalom, a ne. Hvala lepa. Zdaj, profesor Poglajen, jaz vas vabim, da še ostanete z nami, če vam čas dopušča. Žal se bom mogel posloviti, ampak vam želim uspešno debato še naprej. Veseli smo, da ste bili z nami, zelo pomembno je to za nas. Kot smo rekli, na naših spletnih straneh boste videli, lahko prebrali to, kar je profesor povedal, bo nekaj tudi še napisal. Lahko postavite še vprašanja kasneje, tudi če na društvo pošljete, bomo poskrbeli za to, da odgovor dobite. In jaz predlagam, da zdaj kar gremo naprej. Hvala, profesor, nasvidenje. In iz UKC-ja Ljubljana gremo v Domžale, v zdravstveni dom in besedo dajem dr. Tjaši Vižintin Cuderman, ki je kardiologinja in tudi podpredsednica našega društva. Izvolite. Lepo pozdravljeni še z moje strani. Hvala tudi z moje strani za vabilo. Veliko je povedal že profesor Poglajen, tako da en zelo dober uvod je to bil. Jaz bom mogoče začela s tem, da je
o srčnem popuščanju res veliko govorimo, včasih se pa vseeno premalo zavedamo, da je to resna bolezen, ki nam lahko pomembno poslabša kvaliteto življenja in je tudi povezana z veliko umrljivostjo. Namreč kar tam nekje do letna umrljivost pri bolnikih s srčnim popuščanjem je lahko kar 8%, pri napredovalih oblikah pa 50% celo. Zato in tudi drugih razlogov je izjemno pomembno to, o čemer smo že govorili, da poskušamo srčno popuščanje preprečiti, če pa že nastopi, ga pa ustrezno zdraviti. Mogoče nekaj besed o tem, kaj srčno popuščanje v bistvu je oziroma kakšne so definicije srčnega popuščanja. V prvi vrsti je to kronična bolezen, ki je v bistvu ne moremo ozdraviti na tak način, da bo izginila, jo pa lahko zelo učinkovito zdravimo in s tem zmanjšujemo težave, ki so z njo povezane, in dejansko na tak način z zdravili in drugimi ukrepi lahko izboljšamo kvaliteto življenja s srčnim popuščanjem. Srčno popuščanje je poleg tega zelo pogosta bolezen. 4% celotne populacije oziroma 11% ljudi, starejših od 65 let, so ene take grobe ocene o pogostnosti te bolezni. Nastopi pa predvsem takrat, kadar srce, ki je opešalo, v bistvu ne more več zadostiti potrebam organizma v bistvu ne more dovolj uspešno prečrpati krvi, da bi zadostilo vsem potrebam organizma. Takrat rečemo, da je srce opešalo in da nam to povzroča težave. Delimo srčno popuščanje glede na to, na kakšen način je to srce opešalo. Če je srce opešalo tako, da je okrnjena črpalna funkcija srca, potem temu rečemo srčno popuščanje z oslabljeno funkcijo srca. Drugi način je pa, da srce v bistvu se krči kar dobro, tako kot je že profesor Poglajen povedal, vendar pa je polnilna sposobnost, se pravi, kako se napolni s krvjo, ta njegova sposobnost je pa v tem primeru oslabljena. In takim, kadar gre za tovrstno srčno popuščanje, govorimo o srčnem popuščanju z ohranjeno funkcijo srca, ker v bistvu tista glavna funkcija črpalna je v bistvu neprizadeta, prizadeta je pa polnilna funkcija. Zakaj je pomembno, da poskušamo vse bolnike, ki imajo srčno popuščanje, uvrstiti v eno ali drugo skupino? Predvsem zato, ker se razlikuje zdravljenje te bolezni oziroma zdravljenje teh oblik srčnega popuščanja ni enako. Profesor Poglajen je že omenjal ta zdravila SGLT2 zaviralce, v bistvu, če zelo natančno povemo, so to zaviralci natrij glukoznega prenašalnega sistema. Ta zdravila sicer predpišemo obem skupinam bolnikov s srčnim popuščanjem, tako tistim, ki imajo oslabljeno funkcijo, kot tistim, ki imajo ohranjeno funkcijo. Ostalo zdravljenje se pa kar precej razlikuje. Namreč, če tistim bolnikom, ki imajo oslabljeno sistolično funkcijo, takrat vedno predpišemo še druga zdravila, in sicer so to zaviralci angiotenzinskih receptorjev oziroma neprilizinski zaviralci, potem tudi blokatorje beta oziroma zaviralce beta-adrenergičnih receptorjev in pa mineralokortikoidne zaviralce. To so še, se pravi, tisti bolniki, ki imajo oslabljeno funkcijo. Pravičujem, a me slišite? Zdaj pa ja. A koliko časa me pa niste? Pol minutke. Pol minutke. 30. Ne vem, kaj to se je kar samo zgodilo, nisem jaz nič pritiskala, se Sekunde pa pol. opravičujem. Bom šla malo nazaj, mislim, da sem se ustavila pri zdravilih, da bolniki z oslabljeno sistolično funkcijo prekata levega imajo zdravila, vsaj 4 različna zdravila, zato da to funkcijo poskušamo izboljšati oziroma vsaj ohranjati, iz 4 različnih skupin, če jih le lahko prenašajo. Sicer predpisujemo obem skupinam bolnikov tudi zdravila za odvajanje vode oziroma diuretike, dokler jih potrebujejo. Se pravi, dokler so dejansko tudi otekli, težko dihajo v ležečem položaju in tako naprej. Tako da toliko o definicijah in o različnih načinih zdravljenja. Tisto, kar se mi pa danes zdi izjemno pomembno, je pa to, da poudarimo še enkrat, da je srčno popuščanje ponavadi posledica
drugih bolezni, a ne. Izjemno vedno je pešanje srca posledica neke druge bolezni, ki je srčno mišico prizadela. In daleč najbolj pogosto so to te bolezni moderne dobe, o katerih je govoril že profesor Poglajen, se pravi arterijska hipertenzija, sladkorna bolezen, tudi ledvična bolezen, koronarna bolezen, debelost, a ne, tudi visok holesterol, ki privede vsaj lahko v koronarno bolezen, potem posledično. Tako da največ naredimo za preprečevanje srčnega popuščanja s tem, da zelo dobro zdravimo te bolezni oziroma sploh preprečujemo njihov nastanek. Na tem mestu je treba vedeti, da dejavnik tveganja predstavljajo tudi določena stanja, ki niso bolezni, se pravi, oziroma to, da kadimo, da prekomerno uživamo alkohol, da imamo zaseden življenjski slog, da se ne gibljemo. Tudi to so faktorji, ki lahko dolgoročno privedejo oziroma prispevajo k nastanku srčnega popuščanja. Mogoče o diagnostiki še nekaj, čeprav tudi tukaj je bilo precej govora že. Ko imamo že neko pač manifestno srčno popuščanje, se pravi, da ima posameznik težave, je pomembno, da je na te težave pozoren in na njih opozori osebnega zdravnika. Namreč te težave, vemo, so lahko otekanje, lahko je slaba zmogljivost, lahko težko dihamo v ležečem položaju ali pa ob naporu. Lahko nam narašča telesna teža. Ti znaki so lahko precej nespecifični in včasih jih povezujemo kar s starostjo samo. Pa vendarle je treba biti na to pozoren in pač zdravnika, če sam ne opozori, pač ga opozorimo sami, da se izključi srčno popuščanje, ker kot rečeno, če ga prepoznamo in ustrezno zdravimo, lahko v veliki meri izboljšamo tudi prognozo. Na to morajo biti predvsem pozorni tisti bolniki, ki imajo bolezni, o katerih smo doslej govorili. Kar se tiče potem diagnostike, je temelj diagnostike ta določitev ProBNP, o kateri je bilo tudi že nekaj besed izrečenega, in pa ultrazvok srca. Zakaj je ultrazvok srca tako pomemben? Z njim si lahko prikažemo, kako velike so srčne votline, če je morda prisotna kakšna okvara srčnih zaklopk, predvsem pa lahko ocenimo, če je oslabljena kakšna od teh funkcij srca, se pravi bodisi črpalna, bodisi polnilna, in s tem bolnika uvrstimo v skupino srčnega popuščanja, ki potem odreja tudi način zdravljenja. Tudi to je pomembno vedeti, a ne, da srčno popuščanje samo lahko privede tudi v okvare drugih organov. Namreč organi so med sabo povezani, predvsem tukaj govorimo potem lahko o okvarah ledvic kot posledicah napredovalnega srčnega popuščanja, tudi jedra so lahko prizadeta, tako da s tem, da učinkovito zdravimo srčno popuščanje, lahko preprečujemo tudi okvare drugih organov in to je ravno tako pomembno. Tako da naš cilj društva, in kot boste slišali še v nadaljevanju, je predvsem v ozaveščanju, tako predvsem prebivalstva, laične javnosti, kot tudi medicinskega osebja, v to, da bomo vsi skupaj znali čim prej prepoznati začetne znake in simptome in da bomo predvsem pozorni pri tistih bolnikih, ki imajo dejavnike tveganja za nastanek srčnega popuščanja, zato da bomo lahko učinkovito in predvsem dovolj zgodaj pričeli tudi z zdravljenjem. Če bojo šle stvari v smer tega zgodnjega presejanja, kar si seveda vsi obetamo, da bomo imeli učinkovite metode, da odkrivamo to bolezen še preden je zares nastopila, bo pa to dodatno velik prelomen dejavnik. Hvala lepa. Hvala lepa. Kot sem prej najavil, vprašanja za govorce bomo zdaj postavljali na koncu. In iz Domžal gremo proti severovzhodu, Splošno bolnišnico Slovenj Gradec. Z nami je primarij Cirila Slemenik-Pušnik. Ja, je že tole. Pozdravljeni, imate besedo. Ja, lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni in hvala za povabilo, ker mislim, da je zelo prav, da o tej bolezni, kronični bolezni govorimo in še govorimo. Moja dva predhodnika sta zelo lepo opisala že te vzroke za to obolenje, tudi znake za to in tudi to, da kronično srčno popuščanje le ni tako brezizhodna bolezen, če ga prepoznamo, če ga začnemo pravočasno zdraviti, so uspehi zdravljenja in tudi kvaliteta življenja lahko tudi teh kroničnih bolnikov
dobri. Vendar je to kronična bolezen in moramo se zavedati, da vsi kronični bolniki, kot sladkorni, s hipertenzijo, s povišanimi maščobami, morajo poznati svojo bolezen. Tako da, kot je omenila že dr. Vižentinova, edukacija teh bolnikov je zelo pomembna in na tem področju moramo še veliko delati. To je osveščanje, ki ga izvajajo vsa naša društva, vaše društvo, društvo koronarnih bolnikov, ker ljudje morajo svojo bolezen prepoznati in kako lahko s svojim aktivnim pristopom do svojega zdravja tudi pripomorejo k temu, da zmanjšujemo smrtnost in hospitalizacije. Zdaj, želja je, mi v bolnišnici Slovenj Gradec imamo ambulanto za srčno popuščanje. Zdi se mi, da je ta ambulanta zelo, zelo pomembna za te kronične bolnike. Ko imamo bolnika s srčnim popuščanjem, recimo na novo odkritega na oddelku, opravimo z njim že to bi rekel, osnovno edukacijo pred odpustom tega bolnika, dobi tudi pisna navodila, kaj je srčno popuščanje in predvsem na to, na kaj mora biti pozoren doma. Tudi naučimo ga oziroma mu predstavimo, da se je potrebno, da se redno meri krvni tlak, srčno frekvenco, se tehta in tudi spremlja vnos, iznos tekočine. Ti bolniki so takrat ob odpustu kar nekam zmedeni, toliko stvari je bilo, sploh če je bilo neko akutno popuščanje, ko so bili močno prizadeti, dušeči, skratka, takrat ostanejo kar brez vprašanj. In dostikrat vidiš, da ta edukacija ne zaleže toliko, kot pa tista, ko povabimo tega bolnika približno v 3 do 4 tednih skupaj z svojci na edukacijo v to našo ambulanto za srčno popuščanje. Zdi se mi zelo pomembno, da pri teh bolnikih, ker vemo, da je skoraj 10% ljudi v starostni populaciji nad 70–75% ima srčno popuščanje. To so ti ljudje, ki rabijo tudi nek suport. Zelo pomemben je suport družine ali nekega oskrbovanca za tega bolnika. In na te edukacijske delavnice, bi rekla, k sestri, ki je v ambulanti za srčno popuščanje, pridejo praviloma z svojci. To si tudi želimo. V tej, bi rekel, prvi edukacijski vstopu v to ambulanto imajo, bi rekel, predavanje praviloma 1 na 1. Se pravi, bolnik z svojci in z sestro. Imajo predstavitev preko PowerPointa o teh, bi rekla, vzrokih, znakih, ki jih morajo prepoznati, ko je bilo rečeno, otekanje, dušenje, naenkrat poslabšanje zmogljivost, hiter utrip ali zelo počasen utrip omotice, na kaj morajo biti ti bolniki pozorni, če se jim začnejo take stvari doma dogajati, da vejo, kaj pravzaprav ukreniti. Ker če bolnik pozna te znake, na katere mora biti ponosen, je tudi naučen oziroma mu povemo, da se mora javiti k zdravniku, poklicati in povedati, kaj je to. Ker če zamujamo, se pravi, in bolnik, da ne pride pravočasno, ali da mi nismo na nek način dostopni, je lahko za takega bolnika tudi usodno in lahko pride tudi prepozno do nas. Tako da te znake in te simptome, ki so, bi rekel, lahko za njega ogrožajoči, jih naučimo, da jih prepozna in da jih pokliče. Pri nas imamo v tej ambulanti številko v dopoldanskem času, se pravi od ponedeljka do petka, kjer je sestra za srčno popuščanje. Trenutno je žal na bolniški in je to velik hendikep. Nadomeščajo druge sestre, imamo nekje zamenjavo, ampak vidi se, kako smo hitro ranljivi, a ne? Skratka, taka ambulanta za srčno popuščanje, kjer lahko tem našim bolnikom veliko damo, zahteva izobraženo osebje in zahteva to, da je res ta dostopnost bolnikov do nas potem res kontinuirana, da jim nudimo to pomoč.
Tako da jaz bi rekla, to so osnovne stvari, ki jih moramo pacienta naučiti, prepoznati znake, meriti te vitalne funkcije in kako ukrepati. V tej ambulanti za srčno popuščanje potem na klice bolnikov jim tudi poskušamo potem stitrirati terapijo. Sestra, ki prevzame ta klic od bolnika, da ima neke težave, potem ob teh kritičnih odstopanjih obvesti mene oziroma zdravnika v tej ambulanti za srčno popuščanje in skupaj povemo bolniku, kaj je za njega najboljše, na kak način ukrepati. Tako da si želimo, da ta ambulanta deluje še na višjem nivoju in bi si želeli, da res te ambulante za srčno popuščanje z tudi registrom za srčno popuščanje teh bolnikov v Sloveniji zaživi, ker mislim, da bo to nekaj zelo dobrega za bolnike in tudi za nas, zdravstvene delavce, da bomo lahko res čim boljše pomagali svojim bolnikom. Tako da te zadeve so tiste, ki lahko omogočijo, da ti bolniki živijo kakovostno življenje, saj če ga pravilno, pravi čas ujameš ob nekih težavah, da mu prilagodiš diuretično terapijo, da mu urediš tlak, srčno frekvenco, lahko preprečiš hospitalizacijo. Ker vemo, da vsaka hospitalizacija, rehospitalizacija pomeni slabši izid za bolnika in nenazadnje tudi večjo smrtnost. Vemo, da je nekje največ rehospitalizacij v prvem mesecu, 2 mesecih po odpustu iz bolnišnice, zato je tako pomembno, da bi te bolnike res naročali potem na kontrole v roku 1 meseca. To je naša želja in res, to bo mogla spoznati tudi družba, bi rekel, in ministrstvo in, bi rekel, financerji našega zdravstva, da to ni neka ambulanta, kjer ti, kot bi rekel, kontrola, lahko tega pacienta obdelaš na hitro, v narekovaju, odpikaš, a ne. To je treba, takega pacienta se je treba z njim pogovoriti, a ne, ker vedno se kaj novega dogaja, nastane srčna aritmija, ki jo prej ni imel, ga je treba dati na antikoagulantno zdravljenje, se pojavi na novo prsna bolečina, je treba narediti vso diagnostiko, da izključiš koronarno bolezen, pride do poslabšanja po nekem vnetju, po infektih, je treba ukrepati. Zato se mi zdi ta ambulanta zelo zahtevna, v tej ambulanti so tudi svojci in mislim, da se moramo tem bolnikom posvetiti. Žal vemo, kakšen je naš sistem, dostikrat visijo določene stvari na posameznikih in je zelo težko uresničiti želje vseh nas zdravstvenih delavcev in tudi bolnikov. Ampak jaz sem optimist in upam na boljše čase, da bomo lahko tem bolnikom, bi rekel, pripravili dolgo, kvalitetno življenje, tudi s to kronično boleznijo. Hvala. Hvala lepa, primarij Cirili Slemenik Pušnik. Zdaj pa iz Slovenjega Gradca v Ljubljano. Z nami je tudi Jasna Petrovčič-Jukić, ki že več kot 20 let vodi našo posvetovalnico za srce in ta čas je srečala zelo veliko bolnikov, obiskovalcev in ima seveda bogate izkušnje in to bi radi, da deli z nami. Lepo pozdravljeni še z moje strani. Ja, kot je rekel že gospod Zalar, jaz sem že preko 20 let v posvetovalnici, kjer izvajam zdravstveno, vzgojno in preventivno delo z ljudmi. In v naši posvetovalnici že zelo dolgo časa tudi aktivno osveščamo o srčnem popuščanju, izvajamo tudi razne preventivne meritve oziroma kontrolne, kot smo že omenili, krvni tlak, srčni utrip, merimo saturacijo, posnamemo enokanalni EKG, izmerimo tudi telesno težo, obseg pasu, pa seveda sladkor in holesterol, LDL in vse ostalo v krvi.
In zadnje leto pa izvajamo tudi že kapilaren odvzem krvi za test NT-proBNP, kjer je bil odziv ljudi zelo velik. Lahko rečem, da večina ljudi, ker k nam pride različna populacija, te preiskave ne pozna, zato jim tudi sploh razložimo o tem srčnem markerju, o sami meritvi, kdaj se priporoča, kdaj se jo opravi. Nekdo, ki že pozna to svojo vrednost, recimo, da se na določen čas opravi kontrola, a ne da se spremlja trend oziroma procent naraščanja tega markerja. Zlasti pri nas iščemo ljudi, ki imajo te markerje nekako med 125 in 300, zato da se jih pravi čas tudi lahko napoti k zdravniku. Ljudi seveda poučimo o prepoznavi teh zgodnjih znakov srčnega popuščanja, da se res začetek bolezni pravočasno ugotovi in da se potem tudi čim hitreje začne ustrezno zdraviti. Kot smo že omenjali, so te znaki bolezni, ki nekako najpogosteje kažejo na srčno popuščanje, so otekanje gležnjev, stopal, trebuha, utrujenost ob naporu, slabša kondicija, kar marsikdo pripiše letom ali pa slabši nasploh telesni kondiciji, potem tudi razne bolečine v prsnem košu, zlasti če so vezane na napor, potem jih opozorimo, če opazijo na hiter ali pa nereden srčni utrip, če imajo kratko sapo, če so zadihani, če pogosto kašljajo ali pa da so zasopli. Potem tudi jih opozorimo na jutranje nihanje telesne teže in jim svetujemo, da se mogoče nekaj dni vsako jutro v enakih pogojih stehtajo in da beležijo to telesno težo, da vidijo, ali recimo plus minus, pol kilo gor dol. Kot smo rekli, izmerimo vse te parametre, na sladkorne bolnike, ljudi s povišanim krvnim tlakom, maščobami ali pa genetsko dedno obremenjenostjo smo še posebej pozorni. In če v posvetovalnici opazim te znake pri posamezniku in če si da zraven izmer, če je NT-proBNP, pa je ta hkrati tudi povišan, seveda svetujem takojšen obisk pri izbranem zdravniku. Se pa k meni obračajo tudi ljudje, ki že imajo postavljeno diagnozo srčnega popuščanja. Nekateri te svoje znake, simptome dobro poznajo, tudi poznajo že načine za upočasnitev bolezni, zlasti ta zdrav življenjski slog, pa da redno jemljejo zdravila. Zanimivo je, da pri srčnem popuščanju ljudje kar lepo redno jemljejo zdravila, da ni nekega takega strahu, kot to opažam pri jemanju statinov, kjer vsak najprej sam reče, joj, ne bi jemal, ker so stranski učinki, ker tukaj med populacijo vidim tudi kar nekaj mojih pacientov, pa jih lepo pozdravljam. Kot sem rekla, da nekateri pa vse te znake opažajo, pa jih kar nekako zanemarijo ali pa jih pripišejo slabi telesni pripravljenosti ali pa kondiciji, in s temi ljudmi je res potrebnega več zdravstveno-vzgojnega dela, povabim jih na več kontrol, da spremljamo vse to zdravstveno stanje, da izmerimo parametre, preverimo tudi, če razumejo navodila, če jih upoštevajo, tako da z njimi je potem potrebno še malo več tudi pogovora. Seveda jih pa vedno napotimo k zdravniku in kadarkoli pride do poslabšanja, da to morajo takoj tja iti. Se pa dostikrat zgodi, da ko oni opazijo poslabšanje, prej pridejo k meni, da se posvetujejo, kaj narediti, a je res to, kar oni čutijo, in potem s temi našimi izvidi nekako z lažjim srcem grejo do svojega zdravnika, Fino je tudi, če imajo ljudje s seboj svoje izvide, da jih razložimo, raztolmačimo. Včasih tak pogovor traja tudi uro ali pa uro pa pol, ampak to vsi res takrat vzamemo čas za njih. Ker ko se človek, zlasti ko se prvič sreča s to diagnozo, res občuti nek strah, pretres, kot je rekla že doktor Pušnikova, nekako kar ne verjame, kar pozabi od poplave informacij, kaj vse je slišal. Diagnoza se mu zdi kar na nek način strahljiva, zlovešča, dostikrat rečejo, zdaj pa kar konec, bom kar umrl, skrbi jih, kako bo šlo naprej, kdo bo za njih skrbel, kaj se bo dogajalo, ali bojo ustrezno zdravljeni, koliko kontrol potrebujejo, kdaj k specialistu, kdaj v ambulanto za srčno popuščanje, marsikdo niti ne ve, da ta ambulanta obstaja. Tako da tukaj res nudim ljudem veliko psihološko oporo, podporo, empatijo, sočutje, razumevanje. Tako da pri nas nič ne žugamo s prstom in jih tudi povabimo, da večkrat pridejo na kontrole, na pogovor, oziroma vsakokrat, ko bojo oni začutili, da je to potrebno. Ker dostikrat bolniki rečejo, strah me je zdravniku povedati, vem, da nima časa, ne bo mi dal toliko informacij, kakor jih tukaj dobimo.
Tako da res tudi ta njihova zahvala, da vidim, da smo na pravi poti, da dobro delamo, ko povejo, no, kaj vse tudi pri nas dobijo, a ne, ker dejansko jih je strah, saj na začetku in nekako res želim, da se ta strah sprevrže nekako v kontrolirano obnašanje, da vejo, da bojo zmogli, da bomo pomagali, da smo tukaj za njih. Kakor sem rekla, imam pa tudi kakšne posameznike, ki na vsak način želijo opustiti kakšno od drugih zdravil, zlasti so to najprej statini, da bi oni to opustili in k tem ljudem pristopim še bolj sočutno, še bolj razumevajoče, hkrati pa odločno. Jaz rečem, da sem ljubeče dosledna, da jim pač povem, da je korist jemanja zdravil vse tukaj zdaj večja od tveganja za nastanek eventualnih stranskih učinkov. Tako je, v bistvu so pa res tudi svojci zelo vpeti v to bolezen, a ne, dostikrat pride zakonec zraven ali pa otroci, a ne, če je recimo nekdo vdovec, vdova. Veliko stvari vprašajo o srčnem popuščanju, kako skrbeti za tega bolnika, kako pomagati po slabšanju, kdaj so ta poslabšanja tako velika, da je res že nujno, tako da je tudi poleg osebnih stikov veliko telefonskih pogovorov, elektronskih nasvetov. Kot sem rekla, pomembno je, da pri vseh nekako odženemo ta strah, pri bolnikih in pri svojcih to osnovo, da jih opremimo z znanjem, da jih opogumimo, opolnomočimo. Tudi ko smo delali pri nas pa samo en tak osebni anketni vprašalnik, smo vsaj smo pri več kot polovici ljudi zaznali vsaj enega ali več od teh znakov srčnega popuščanja. Tako da vsem preiskovancem, ki jih pri nas ugotovimo te znake srčnega popuščanja, se z njimi res poglobljeno pogovorimo, svetujemo obisk pri izbranem zdravniku, naročimo jih na kontrolo k nam, če želijo, seveda pa obvezno k zdravniku, k nam pa res kadarkoli lahko pridejo na posvet, na meritev, je pa fino, če se prej naročijo, no, zato da ni čakanja v čakalnici. Vsi obiskovalci tudi prejmejo ustrezno literaturo, recimo zelo dobro je tale knjižica sprejeta, ker ni obsežna, je tudi s sličicami lepo razloženo, a ne, in ko gremo skozi te sličice, nekako vidim, no, da tudi ta prvi kamen odpade od njih. Nekateri tudi recimo dobijo tale dnevnik srčnega popuščanja, če se jim zdi pomembno, da bi to imela, ne, da te znake napredovanja bolezni opažamo. Zelo se pa pogovarjamo o zdravem življenjskem slogu, o pomenu redne telesne aktivnosti, zdrave uravnotežene prehrane, vzdrževalne, optimalne telesne teže in obsega pasu, optimalnega krvnega tlaka, holesterola, trigliceridov, sladkorja v krvi. Pomembno je tudi, da se odpove posameznik zasvojenostim, zlasti cigaretam, pa prekomernemu pitju alkohola, ne, velikokrat vprašajo za alkohol pa cigarete in tukaj pa tudi povemo. Zelo pomembna je pa ta redna telesna aktivnost in dostikrat jih napotimo v koronarne klube, kjer imajo telovadbo za srčne bolnike. Pri nas je pa tudi zelo dobro prijel ta hodeči nogomet, kjer je pa tudi so ljudje zelo navdušeni nad to obliko vadbe. Tako da hvala. Ja, jasno si deliva isti računalnik, tako da najbrž to ne bo motilo. Hvala Jasni in seveda vsem govorcem, tako kot smo obljubili, odpiramo zdaj debato. Beseda je vaša, kar korajžno, lahko zapišete v chat. Tule imamo, mogoče kar iz chata preberem prvo vprašanje, ki ga je nekdo postavil, kako lahko long covid prispeva k srčnemu popuščanju. Govorce pa prosim, da se nekako dogovorite, kdo bo odgovarjal. Torej, long covid, tule je vprašanje v chatu, ali vpliva na srčno popuščanje. Tudi primarija Cevca, prosim, da se lahko vključi. Ja, hvala, ker mi povabiš. Ja. Tako je. Seveda COVID lahko vpliva na srčno popuščanje zlasti v akutni fazi, ker seveda ta virus prizadene lahko tudi srčno mišico in pripelje do teh. Seveda potem pa sledijo vse posledice iz tega. Zdaj, long covid je zelo širok pojem, ki zajema silno različne manifestacije. Ena od njih je lahko tudi srčno popuščanje. Zdaj, tisti, ki ima pa samo neko splošno utrujenost, ker tudi to spada pod long covid,
Je pa treba preveriti, da ni ta utrujenost posledica srčnega popuščanja, ampak da je dejansko, da ima v ozadju druge mehanizme in seveda se potem tega ne zdravi tako. Če pa je tudi že pridruženo srčno popuščanje, ki ga, kot sem že rekel, seveda COVID lahko povzroči, miokarditisi niso bili redki, to je pa ena od tistih stvari, ki povzroča okvaro srčne mišice, potem je pa treba tega seveda čisto drugače zdraviti. Verjetno bo pa še kardiologinja še kaj več povedala. Hvala. Izvolite. A nadaljujem? Ja, prosim. Ja. No, saj mislim, da je bistvo povedal že primarij Cevc. Če mislimo, da je v sklopu covida miokarditis tisti, da je dejansko dokazan miokarditis v sklopu prebolelega covida, potem lahko rečemo, da je pač direktno zaradi covida bila okvara srčne mišice povzročena in da je to posledica. Vendar je to izjemno redko. Treba je poudariti, da je to bilo, ne moremo reči, da tega ni nikoli bilo, ampak to je bilo redko. Lahko pa seveda COVID okužba, kot vsaka druga virusna okužba ali bakterijska okužba, sploh respiratorna, poslabša simptome srčnega popuščanja, lahko privede tudi do hospitalizacije, ne, in potem posledično pač imamo več težav. Tudi zato poudarjamo pomen cepljenja pri bolnikih s srčnim popuščanjem. Zdaj, eno je za COVID, drugo pa seveda proti okužbi z virusom gripe in pa za pnevmokokne pljučnice, kar veste, da je zdaj dostopno, zastonj za vse bolnike, ki so kronični bolniki. In je to izjemno pomembno, ker s tem preprečujemo pač dodatna poslabšanja hospitalizacije, ki nam poslabšajo tudi srčno popuščanje. Tako da long COVID kot tak je pa bolezen, ki lahko zelo dolgo povzroča težave, to je dejstvo, in povzroča dolgotrajno utrujenost, slabo zmogljivost, tudi pri tistih, ki srčnega popuščanja nimajo. Tako da to je pa tudi treba vedeti. Hvala. Ja, hvala lepa. Jaz bi mogoče še dodal, ker me je moja sogovorka tule jasno opozorila na to, da se med ljudmi pogosto pojavlja dvom ali vprašanje, ali srčno popuščanje povzroča tudi cepljenje proti COVID. Čeprav ste omenili že, ampak vseeno se mi zdi, da je to pomembno, da... Cepljenje ne povzroča srčnega popuščanja. Pika. Bom tukaj zaključila. Namreč, seveda zdaj še vedno poslušamo, od epidemije covida je že kar en čas, ampak še vedno prihajajo v ambulante ljudje, ki vse težave pripišejo cepljenju ob covidu, ob tem pa zanemarijo, da imajo visok krvni tlak, sladkorno bolezen, ki traja že vrsto let, in številne druge težave, ki bi ne glede na to, ali bi imeli epidemijo covida ali ne, verjetno slej ko prej privedle v poslabšanje srčnega popuščanja oziroma v nastop srčnega popuščanja. Tako da mislim, da težko rečemo, da je cepljenje proti okužbi s COVID-19 povzročilo srčno popuščanje. Bolezni druge so tiste, ki to povzročajo. Ja, hvala lepa. Jaz mislim, da je bilo pomembno, da to zelo direktno razčistimo. Ja, jaz bi samo še to dodal, da za vsa cepljenja, ne samo za COVID, velja, da je dobrobit takega cepljenja bistveno bolj večja, kot je potencialna nevarnost, ki nedvomno tudi pri raznih cepljenjih lahko je. In če imaš smolo, da se je to glih pri tebi pojavilo, to je možno, ampak to je zelo redko. In kot sem rekel, dobrobit splošna je pa bistveno večja, če že drugega ne, če smo precepljeni, se širi bolezen bolj počasi, manj ljudi bo zbolelo, tako da tukaj je res tako javno zdravstvo, kot tudi osebna korist je izredno velika in, kot je bilo že rečeno, bistveno večja je ta koristnost, kot je potencialna nevarnost. Da tega se splača cepiti, da tega to izrazito priporočamo za vse te trenutno aktualne, ne, od gripe, COVID, da ne spustim tudi meningitisa, ampak to ni zdaj aktualno, ampak skratka ta cepljenja so koristna in se jih je treba posluževati. Ja, hvala. Mislim, da je bilo to pomembno vprašanje na glas razčistiti. Jaz imam naprej še eno vprašanje za gospod Cirilo na Koroškem. Vi ste govorili o tem, da vsakemu bolniku, tudi na novo odkritemu, oziroma ugotovite,
daste pismena navodila in posebej razložite, kaj to je. Ja. Ampak moje mnenje, ne, drugače, vprašanje je pa tole. Ali menite, da to zadošča? Ne, ravno to, kot sem povedala, na tisto ne zadošča. Takrat v tisti akutni fazi ti bolniki niso dovzetni, sploh jim ne pride do živega, kaj pravzaprav je srčno popuščanje, zato je tako pomembna ta ponovna edukacija in reedukacija. In kot je gospa vaša sosedeča povedala, da opravljajo zelo, zelo dobro delo, ne. Te bolnike je treba reeducirati. Vsak klic, ki ga naslovijo v našo ambulanto za srčno popuščanje, je neke vrste reedukacija. A ste se zvagali, ste se to, kako so te težave, ste vzeli zdravila, a jemljete redno zdravila. Tako da tisti prvi vtis se dobi papir, ampak ti starejši niti ne veš, a jih preberejo. Svojcem sicer povemo, damo te liste, a ne. Zelo si žalosten, ko pride že recimo na drugo kontrolo, vsi imajo te knjižice, moramo reči, da imamo lepe zloženke o srčnem popuščanju, kjer si vestno pišejo vse te meritve, večinoma. Moram pa reči, da mora biti ta sestra kar vztrajna in huda, da res vedno prinesejo, saj mogoče je že malo to že obremenjujoče za koga, ampak na osnovi tega lahko ti potem korigiraš zdravila, pripraviš zdravila, jih, bi rekel, povečaš doze, ki so za njega zelo pomembne, recimo ta zdravila za srčno popuščanje, ali karkoli dodaš. Tako da edukacija, reedukacija in osveščanje o tej njegovi bolezni je zelo pomembno. Zato pravim, da res v vaši organizaciji, društvu Tule za srce delate, jaz mislim, zelo dobro in koristno delo za te bolnike, tako da ste jim dostopni in to zelo veliko pomeni. No, tudi mi si želimo, da bi predavamo skozi v okviru koronarnih klubov o srčnem popuščanju, imamo tudi v klubih individualna svetovanja, ampak to je samo enih 800 bolnikov, ki so zdaj v našem tem klubu. Tako da to je zelo pomembno. Samo ena edukacija pa en list papirja, to še ni zadosti. Mogoče bi jaz samo dodal, kot je nek državnik nekoč rekel, učite se, ne. To definitivno tudi pri vseh boleznih, ne samo pri tej veljaja, in zaradi tega so tako pomembna delovanja društev, raznih društev, pa bolnikov in podobnega, ker se tam ljudje med seboj tudi izkušnje izmenjujejo. In to je mogoče še bolj neposredni način, da pridejo do določenih znanj, spoznanj, predvsem pa, da verjamejo tudi tistemu, ker jim zdravstvo ubija v glavo, ampak se ve, ne, da ko pride nekdo na nek pregled, ali je to v referenčni ambulanti ali pa pri zdravniku, te so zmeraj pod stresom. In iz tega pregleda, iz tega pogovora se zapomnijo maksimalno 3 stvari. Če se pa med seboj pogovarjajo ali pa v nekem bolj sproščenem okolju, si bistveno več zapomnijo. Zaradi tega je to še enkrat bolj pomembno, da se skuša vse te ljudi, ki imajo take bolezni, vključiti v neka društva, ki vsa pravzaprav delujejo v tem smislu. Od združenja diabetikov do hipertenzije, do tudi jasno, koronarni klubi, to je itak. Že v svoji srčiki imajo to, da izobražujejo. Tako da spodbuditi bi mogli vsakega, ki odide iz bolnišnice, da se vklopi v neko tako društvo, kjer bo dobil dodatne informacije in to v neformalnem in bolj sproščenem pogovoru in se ga bo verjetno bolj prijelo kot tisto, kar mu mi takole iz katedre pridgamo. Pridgani nikoli, vse veste, sej. Tudi premaš si ne zapomnimo vsega. Ja, hvala, imamo še kar nekaj vprašanj. Nočeš slišati. Ja, prosti predsednik, ampak tule nas je poslušalec oziroma nas spremlja gospod Tadej, ki je v chat napisal, če sem prav razumel, se s pregledom krvi na NT-proBNP faktor ugotavlja začetek srčnega popuščanja. Prosim za potrditev. Jaz odgovorim. Lahko jaz odgovorim? Ja, prosim.
Ja, ta ProBNP je seveda ni zveličavna metoda za vse, a ne. Zelo nizek ProBNP, tako kot je profesor Poglajen omenil številko 125, se pravi, če je naš ProBNP nižji kot 125, potem vsekakor srčnega popuščanja verjetno nimamo. Ampak zvišane vrednosti so pa odvisne od starosti, a ne, se pravi, koncentracija tega faktorja je odvisna, oziroma kaj je še normalno, je odvisno od spola, od starosti, od tega, kakšna je naša telesna teža, če imamo morda aritmijo, atrijsko fibrilacijo ali ne, če imamo ledvično okvaro ali ne. Tako da glede na vse te pridružene bolezni in stanja so te meje, kaj je še normalno in kaj ne, različno postavljene. Je pa dejstvo, da če si izmerimo zvišan ProBNP, je to že nek lahko sum na srčno popuščanje ali pa začetek srčnega popuščanja, kar je potrebno potem z dodatnimi preiskavami, tako kot je ultrazvok srca in pa kliničnim pregledom oziroma enim dobrim pogovorom z bolnikom, tudi opredeliti, ali je to res to, ali gre za zvišane vrednosti zaradi teh drugih bolezni in stanj in še ne za pravo srčno popuščanje. Upam, da sem odgovorila dovolj. Hvala lepa. Gremo naprej. ProBNP je očitno vroča tema. Ali se ProBNP lahko izboljša, zniža, če je bil zvišan po preboleli COVID infekciji? Kronična ledvična bolezen, katere parametre se pogleda, da jo potrdite? To je eno vprašanje v chatu. Kdo lahko odgovori? Dr. Valentinova. Sem spet jaz, ja. ProBNP vrednosti nihajo, seveda. Namreč ob nekem, če recimo zaradi covidne bolezni ali kakšne druge okužbe pride tudi do poslabšanja srčnega popuščanja, kar je zelo pogosto, lahko takrat ProBNP poraste in potem, ko se stanje umiri, stabilizira, tudi zniža. Zato ProBNP dejansko uporabljamo tudi za spremljanje bolnikov s srčnim popuščanjem, ker nam pove, kako stabilno je bolnikovo stanje. In v poslabšanjih dejansko beležimo bistveno višje vrednosti. Kronična ledvična bolezen, osnovni parameter za to, da vemo, ali imamo kronično ledvično bolezen ali ne, je določitev kreatinina, to je ena vrednost, ki jo določimo iz krvi. Potem si pomagamo še z drugimi parametri, se pravi pregledom urina, obstajajo pa tudi še nadrejene preiskave, ki jih samo v specializiranih ambulantah izvajajo. Hvala lepa. Gremo naprej. Gospod Sonja zanima, kako se izvaja testiranje srca in kako ga imenujete s kraticami? Ali je to meritev srčnega markerja? Pa moram priznati, da ne razumem čisto vprašanja. Zdaj, testiranje srca je zelo široka tema, a ne? Srce lahko, tako kot smo rekli, pogledamo z ultrazvokom, se pravi z ultrazvočnim aparatom. Na ta način si lahko prikažemo velikost srčnih votlin, kako funkcionirajo naše zaklopke, kako dobra je funkcija srca kot črpalke in ali se morebiti slabše polni. To lahko vidimo z ultrazvokom, potem lahko srce testiramo tudi z preiskavo, ki ji rečemo obremenitveno testiranje. Teh je več vrst. Ampak v osnovi to pomeni, da srce izpostavimo naporu in potem snemamo EKG oziroma gledamo druge parametre, da vidimo, kako se srčna mišica ob tem naporu počuti, se pravi, predvsem ocenjujemo, če je srce ob tem dobro prekrvljeno ob naporu ali ne. Drugo pa meritev srčnega markerja, to je pa laboratorijska preiskava, to je pa ta ProBNP oziroma natriuretični peptid, ki se ga pa res določi iz vzorca krvi in je še en dodaten marker, ki nam pove, kako se srce počuti v resnici. No, to je tisto, kar z ProBNP določamo. Tako da končna diagnoza srčnega popuščanja pa nikdar ni posledica samo ene preiskave, ampak je skupek večjih preiskavnih metod, tako laboratorijskih kot slikovnih in vedno tudi, vedno ne smemo pozabiti, ne, diagnozo srčnega popuščanja postavljamo tudi z anamnezo, se pravi z natančnim pogovorom z bolnikom in telesnim pregledom bolnika. Brez tega medicine ni. Hvala lepa. Gremo naprej. Zdaj, da se dr. Valentinova malo odpočije, bi jaz vseeno še postavil vprašanje moji
so uporabnici tega mikrofona. Gre preprosto za to, kako, čeprav je že povedala, lahko pacienti, kdorkoli, član društva, ne član društva, pride do nje v našo posvetovalnico in ne pozabi, takih društev je več v Sloveniji, koronarnih in še drugih, vsi imajo svojo vlogo in dobrodošli. Jasna. Ja, če povem še enkrat, pri nas v Ljubljani res izvajamo eno veliko število različnih meritev za preventivo pa za ugotavljanje bolezni srca in ožilja. Nam lahko pridejo tukaj na Dalmatinovo ulico 10, fino je res, da se naročijo, najlažje preko elektronske pošte, mogoče če kar povem naslov, skupaj se napiše posvetovalnica za srce, @siol.net, tako bojo res, da se dogovorimo za termin ali pa za posvet. Delamo pa sicer vsak delavnik dopoldan med 9 in 12, razen srede delamo od 11 do 15. Vzamem tudi nenaročene, sam če kdo pred njimi noter pač malo počaka, tako da nobenega ne pustimo pred vrati. Za gibalno oviranje, ker imamo pač tukaj na žalost stopnice, pa delamo enkrat mesečno na Mačkovi ulici 1 v Ljubljani, to je nasprot Magistrata, tukaj na križišču med Stritarjevo pa Mačkovo ulico v centru pri Tromostovju, tam pa se ni treba naročiti, delamo pa vsako prvo soboto od 11 do 13. Super, hvala. Ja, zdaj so pa že spet bolj za zdravnike. Gospoda Igorja zanima, kaj priporočate za hujšanje? A priporočate Ozempic zdravilo za hujšanje? Kdo? Jaz? Okay. Poglejte, za hujšanje vedno priporočamo zdravo, polnovredno prehrano, ki mora biti pri tistih, ki so prekomerno prehranjeni ali debeli, tudi kalorično ustrezno znižane. Drugo, kar zelo priporočamo, je redno telesna dejavnost, se pravi aerobno telesna dejavnost, to je toliko, da se recimo med tako dejavnostjo preznojiš, pa to ne samo za 1 minutko, ampak je treba malo več. In seveda, potem, ko imaš tako telesno dejavnost, ne smeš iti na žgance zapeljene za cvirki, ampak vodo pa lahko popiješ, tudi pivo jih ne priporočamo v taki telesni dejavnosti. Skratka, to je tisto, kar najbolj priporočamo. Ozempic seveda je eden od možnih, vendar moram reči, da v Sloveniji zaenkrat to še ni odobreno strani države, da bi to bilo plačano preko zavarovalnice. Ozempic je pri nas za druga stanja registriran, po eni strani sladkorna bolezen, po drugi strani tudi pri srčnem opuščanju in podobne stvari, tako da takrat se to lahko daje, da bi pa kar tako predpisovali, čeprav verjetno v prihodnosti bo, ampak še to samo za tiste, ki imajo izrazito debelost, če poenostavim, indeks telesne mase nad 35 ali pa celo več. Ampak zaenkrat pri nas še ni, zlasti zato ne, ker je še vedno trenutno precejšnje pomanjkanje tega zdravila. In je treba ga rezervirati za tiste, ki to najbolj potrebujejo, da oni ne ostanejo brez. Hvala lepa. Ja, gremo naprej. Mislim, da se je dr. Valentinova nekoliko odpočila. Vi ste govorili o 2 oblik srčnega popuščanja. Tule jih zanima naše poslušalce, katera je bolj nevarna. To je težko vprašanje. Izjemno težko in nehvaležno, namreč ne morem tako odgovoriti. Vse je odvisno od drugih pridruženih bolezni. Dostikrat je bolj dramatična klinična slika takrat, ker gre za oslabljeno črpalno funkcijo srca, to je res. Ampak je pa včasih tam tudi tako, recimo po kakšnem miokarditisu, vnetju srčne mišice, da se to potem zelo lepo popravi s časom. Potem, če je razlog recimo slaba prekrvitev srca, potem lahko to popravimo, se pravi, naredimo revaskularizacijo srca, pa se spet srce popravi, tako da po drugi strani pa tam, kjer gre za srčno popuščanje z ohranjeno funkcijo črpalno srca, tam pa so to praviloma starejši bolniki, ki imajo številne pridružene bolezni že od prej, dolgoletna sladkorna bolezen, dolgoletna hipertenzija, ki pa so že same po sebi dejavnik tveganja za zaplete, za težek potek. Tako da
težko odgovorim direktno tako, katera je bolj nevarna. Nobene si ne želimo, vse je treba ustrezno zdraviti in z učinkovitim zdravljenjem lahko upamo na dobro prognozo. Hvala lepa. Tu v chatu smo zasledili tudi pohvalo, zelo preprosto. Hvala, ker ste, je ena gospa napisala naši Jasni. Bravo. Lep pozdrav, gospa Alijana. Gremo naprej. Hvala. Čeprav tudi to vprašanje je bilo omenjeno, ampak se mi zdi, da bi bilo prav, da ga še malo poudarimo. Ločnica med staranjem pa srčnim popuščanjem. Kdaj je bolje iti k zdravniku, če poenostavljeno rečem? Pravočasno. Zelo enostavno, pravočasno. Ja, to je zdaj tisto, ne, tako kot sem jaz bolj po ovinkih spraševal, tudi odgovor je tak pravočasno, ne, to, kaj je ta ura. Skratka, ne zanemariti tega, no, to sem jaz razumel pri Mari Cevc. Ja. Kot sporočilo, najbrž je boljše iti, da je več, če že ne drugam po našo posvetovalnico oziroma kakšno drugo posvetovalnico. Ne, okrog tega. Ko posumimo, da bi lahko kaj takega bilo, je smiselno narediti prvi korak, na primer tudi določitev ProBNP. Če imamo te druge bolezni, od sladkorne bolezni, dolgotrajne hipertenzije, vse to, kar je bilo dosti naštet, potem ima smisel že relativno zgodaj, pri 50 letih, razen če imaš pa zelo hudo sladkorno bolezen, neobvladano, pa verjetno že prej. Skratka, tukaj je zmeraj individualna presoja. Načeloma je pa itak pri nas tako, da mi imamo urejene te preventivne preglede in tam se bo v pogovoru z zdravnikom ali pa z referenčno sestro lahko razčistilo, kdaj je tista prav trenutek, da ne bomo zamudili vlaka in da nam bo odpeljal. Tako da, ampak ne odlašati. To je tisto, kar je bistveno, ne odlašati, ker je to enostavna metoda, ki nam do določene stopnje lahko izključi srčno popuščanje. Kot je bilo prej rečeno, to ni absolutno, ampak če je nizek ProBNP, je dokaj velika verjetnost, da ni srčno popuščanje. Ni pa čisto dokončno. Včasih je treba še kaj drugega narediti. To je. Hvala lepa. Imamo še eno vprašanje v chatu. Ali spalna apneja lahko povzroča srčno popuščanje, tudi če ni najhujše vrste? Spalna apneja je dejavnik tveganja za nastop srčnega popuščanja, nedvomno. In kot takšna ga lahko potem tudi poslabšuje, če ni ustrezno zdravljena. Zdaj razlogov za to je več, a ne, spalna apneja, za tiste, ki morda ne veste, kaj je to, to pomeni, da se po noči nezavedno številnokrat zbudimo, zaradi tega, ker ob smrčanju na kratko prenehamo dihati. In to je tako, kot bi bili izpostavljeni in 30 strašno stresnim situacijam vsako noč. In taki bolniki se zbujajo nenaspani, čez dan grejo spat, utrujeni so, brez motivacije, brez volje. Tako da na to je treba biti pozoren. Dosti enostavno je pač sum, oziroma obstajajo taki testni vprašalniki, ki so zelo enostavni, ki nam potem nas usmerijo v to, da gremo naprej z diagnostiko, ali je ali to ni spalna apneja. Vsekakor pa je pomembno, da jo zdravimo, ker namreč dokler, če imamo spalno apnejo in tega ustrezno ne zdravimo, potem bomo zelo težko uredili tudi krvni tlak, ker ta ponoči ob vseh teh nezavednih prebujanjih ostaja previsok in je že, s tem že dodatno si povzročamo škodo na srcu, z neurejenim previsokim krvnim tlakom. Tako da odgovor je, ja, je eden od dejavnikov tveganja, potrebno jo je iskati in ustrezno potem zdraviti, če jo potrdimo. Hvala lepa. Še pohvale, da ne bo rekel, dežujejo po chatu. Zahvala Jasni, zahvala vsem zdravnikom in za predavanje in odgovore. Lahko preberemo, to vsak lahko prebere. Zdaj jaz vprašanj več nimam. Tudi mislim, da nisem nobenega spustil iz chata. Jaz bi še pozdravila gospod Heleno, hvala za res lep zapis. Hvala, se trudim, tako da to je meni tudi vaše zadovoljstvo, zadovoljstvo je srečo kar mojih pacientov, ki se kar malo poskojimo drugega.
Meni to res veliko pomeni in ko vidim, da gre zadovoljen človek od mene, ko se res zahvali, da je dobil tisto, po kar je prišel, oziroma rečejo, da so še več dobili, kot so sploh pričakovali, takrat sem tudi jaz hvaležna za ta dar, bom rekla, ker mi je to delo moje poslanstvo. Tako da hvala vsem. Hvala. Zdaj pa zadnje vprašanje. Še imate možnost postaviti kakšno vprašanje? Če ne, se mi zdi, ena roka je, ni. Ja, Jaz dobro. bi se vam vsem zahvalila za prijetno druženje in fajn opomnik za bolnike, ki morajo veliko vedeti o svoji bolezni, znati prav ravnati, ker s tem si lahko pomagajo. Mi smo pa zadovoljni, ko vidimo, da pride k nam stabilen, kroničen bolnik s srčnim popuščanjem. Hvala. Hvala na Koroško. Halo, jaz se pa zahvaljujem vsem vam, ki ste lepo predavali, nazorno in sem vesel in želim lep dan vsem skupaj. Hvala lepa. Ja. Jaz mislim, da se zdaj spodobi, da, ker je imel začetno besedo, da tudi zaključno besedo damo primariju Matiji Cevcu. Ja, pravzaprav vse težko kar posebnega dodam, ker smo že kar veliko povedali, ampak vsekakor bi pa poudaril to, ker je tudi Jasna rekla, da v okviru našega društva si dejansko zelo prizadevamo opolnomočiti vse ljudi, ne samo bolnike, da vedo, da razmišljajo o tem, da je za svoje zdravje treba nekaj narediti, da so te ukrepi pravzaprav silno enostavni, ampak včasih malo nadležni, zlasti za mene, ker sem recimo bolj len, pa ne rad hodim, pa moram, se trudim, koliko sem uspešen, dobro, pustimo stati, No, ampak tisto, kar je bistveno, je to, da če bomo se ravnali po teh priporočilih zdravega življenjskega sloga in če bomo, ko bo čas in potreba, redno jemali zdravila, ne samo tako, katero se nam bo malo zdelo, pa vmes pa ne, potem bomo največ naredili za sebe, za svoje zdravje in zlasti za kvaliteto svojega življenja in kvalitetno in brezskrbno starost. Skratka, gibati se, zdravo se prehranjevati, izogibati se stresu, tukaj, kar se le da, pa so že stvari, na katere malo težje vplivamo, kot so razne socialne in ekonomska stanja, ampak tudi tukaj se da marsikaj narediti. Gremo pa po gobe, pa se sprehodimo, pa še hrano naberemo, recimo. In pa to, da se splača vključiti v ta društva bolnikov ali pa recimo naše društvo, kjer se dobijo informacije, kjer se dobi spodbudo za vztrajanje pri zdravem življenjskem slogu. Toliko. Hvala pa vsem, ki ste se udeležili tegale pogovora. Upam, da ste kaj odnesli. Predsednik, malo, da te podražim. Jaz sem že naredil letos več kot 3,5 milijona korakov, pa tudi nogomet igral. Se ti pozna. Imamo pa še eno vprašanje, malo pozno, pa vendarle. Kako je s potrebnostjo koronografije ob srčnem popuščanju? Ob srčnem popuščanju, Tjaša, izvolite. Vseeno kdo v resnici. Pri srčnem popuščanju je lahko indicirana oziroma je lahko potrebna koronarografija, ampak je to odvisno od drugih težav in bolezni, ki jih pač ta posameznik ima. Če imamo razlog, da razmišljamo o tem, da je vzrok za srčno popuščanje ali da prispeva k srčnemu popuščanju to, da je srce slabo prekrvljeno, potem je v vsakem primeru potrebna diagnostika v tej smeri, ni pa nujno, da je prvi ukrep koronarografija. Namreč koronarografija je invazivna metoda, ki zahteva vsaj enodnevno zdravljenje v bolnišnici. Včasih oziroma zelo pogosto celo začnemo z neinvazivnimi metodami, se pravi z slikovnimi preiskavami, ki v bistvu jih lahko opravimo ambulantno, pridemo samo na preiskavo, to je CT koronarografija ali pa scintigrafija srca. Tako da vse je odvisno od presoje kardiologa, ki pač posameznika pregleduje. Hvala lepa. Jaz upam, da smo odgovorili na vsa vprašanja, ki so bila postavljena. Če bo še kakšno vprašanje, tule smo, Društvo za zdravje srca, najdete nas, dovolj je, če vtipkate
ne vpišete v katerikoli brskalnik za srce, pa nas boste našli. Bomo potrudili se, da odgovorimo, če bo vprašanje tako, da bomo presodili, da je pomembno za širšo publiko, bomo to javno odgovorili, drugače pa vam osebno. Jaz bi se zahvalil vsem, ki ste danes bili tukaj. Splošno, da seveda še naprej skrbite za svoje zdravje in da širite to med svoje prijatelje, sorodnike, znance, pa da kakšno dobro rečete tudi v našem društvu. In na koncu, hvala vsem govorcem, mislim, da ste bili res dobri, da je bilo pomembno, da smo se ponovno slišali na temo srčnega popuščanja in kot smo bili na začetku, drug teden, najkasneje, boste zapis tega današnjega dogodka našli na naših spletnih straneh. Tudi video posnetek bo, ne? Tako da, zdaj, če ima še kdo od govorcev kakšno besedo za zaključek? Jaz bi se samo še rad zahvalil, oprostite. Jaz bi se samo zahvalila, bilo je prijetno tudi meni, upam, da je bilo koristno za vse. Hvala lepa. Draga in Ljubo Soknič, se lepo zahvaljujeva. Videla sva danes prvič na tem dogodku in sva pridobiva neke informacije. Hvala lepa. Hvala lepa. Glejte, mi organiziramo veliko dogodkov. Spremljajte nas v reviji, na spletnih straneh, pa se nam pridružite. Večina udeležencev pravi, da je to koristno. Hvala lepa. Hvala lepa. In nasvidenje. Hvala lepa. Hvala lepa za tako poučno predavanje in lep pozdrav iz Dol. Hvala, lepe praznike vsem, pa zdrave predvsem. Nasvidenje. Predavateljem in slušateljem. Nasvidenje. Živjo.